Danes se boste po teh taktilnih oznakah odpravili premierno in še s palico. Bo to za vas predstavljalo dodatno težavo? Ja, zdaj trenutno da, zato ker enostavno se je treba to pravzaprav nekako naučiti tega. Ne? Kajti v tujini imajo tako, da slepo osebo uvajajo v hojo, ne? Torej svobodne orientacije in seveda v to svobodno orientacijo je tudi vključena ta taktilna zadeva, poleg zvočnih semaforjev. Te taktilne oznake so različne oblike na tleh, tako da potem lahko slepa oseba največ z palico, pa tudi z nogami, ker z nogami tudi dobro čutimo, ne, ko hodimo, pelje tako, da te usmeri do zebre. V sredini so te izbočene taktilne točke, na začetku so vzdolž proti tem in potem pa na koncu pred zebro so pa usmerjene proti zebri v tej smeri, tako da te točno usmerijo. Prej ste omenili, da se v mesto največkrat podajate psom. Ali to pomeni, da vaš pes prepoznava te oznake? Ne, pes je orientira popolnoma drugače, to za psa nič ne pove. To za psa edino za mene, če sem pozoren, da ko pridem na te taktilne oznake, če je potrebno, da psa ustaviš ali karkoli, te stvari, drugače pa pes preide te stvari, ker niti v Sloveniji nikjer tega še nismo imeli, niti to v dresuri, niti v tujini, ampak je to stvar prakse posameznika, ki hodi po mestu, torej slepe osebe. Kaj menite vi o vse pogostejšem prizadevanju uvedbe hibridnih vozil in vozil na električni pogon, ki so tako rekoč neslišna? To smo že veliko slepi med sabo razpravljali o tem in nas je kar strah. Za ta hibridna vozila pa se najbolj bojimo, kako se bomo sploh lahko vključili. Kakšne so torej vaše izkušnje z mariborskimi vozniki? Dokaj slabe. Zakaj? To pa iz preprostega razloga, zato ker najbolj je to vidno vjutro, ko grem zjutraj z psom ven ali pa kaj, vsem se nekam mudi. Nihče nima časa in vozijo, moramo zelo paziti, mi sami invalidi, ker vozijo kar skozi rdečo luč in ti se mirno podaš na cestišče in velikokrat je že bilo tako, da me avto ni podrl.